Danes v Pomurskem dnevniku seja mestnega sveta. Jevšek zaprisegel kot minister. Parašportnik leta 2022. Priprava jabolčnega soka. Vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je potekala druga redna seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, ki jo je po pooblastilu župana vodil podžupan Timi Gomboc. V prvem delu seje so bile predstavljene kadrovske zadeve, mandatna komisija pa je tudi potrdila mandat člana mestnega sveta Matjažu Duriču, ki je zamenjal Damjana Anželja. Seja je potekala dokaj zadržano, bilo je le nekaj manjših nesoglasij pri opozorilu mestnega svetnika Mirana Furjaniča, ki je zahteval, da se zapisnik prve seje dopolni z njegovim opozorilom pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, saj da je takrat šlo za opozarjanje na nepravilnosti. Predlagani zapisnik je bil potrjen. Prav tako pa so svetniki enoglasno potrdili predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, in sicer, da se imenujejo stalna delovna telesa mestnega sveta. To je 5 odborov in 3 komisije. Mestni svetniki so v nadaljevanju podali tudi nekaj pobud. Andreja Mešiča iz stranke SDS je zanimalo, zakaj so se ukinile mesečne in letne parkirnine in kakšne so morebitne rešitve. Nada Kuhar pa je podala predlog, da se gluhemu teniškemu igralcu Marinu Keglu, ki bo zaigral na prihajajočem odprtem prvenstvu Avstralije za gluhe in naglušne, nameni pisna in finančna podpora. Druga pobuda pa je bila možnost tolmača znakovnega jezika na sejah. Matjaž Durič je na župana naslovil vprašanje, ki je bilo spodbujeno strani krajanov iz Rakičana, in sicer ali je možno, da bi Sobočanec peljal tudi v smer ulice Jezera, ter da se prispevek za vožnjo, ki ga plačujejo krajani Rakičana, po možnosti ukine. Predlogov in pobud je bilo seveda še več, pripravljeni pa bodo pisni odgovori na vse. In kako je del tega pokomentiral župan Anželj? Glede parkirnin, tukaj se dejansko gre za uskladitev z državno zakonodajo, se pa pripravlja gradivo za naslednjo sejo, mislim, da bo že za naslednjo sejo pripravljeno, glede, kje boste pač odločali tudi o načinu teh con in tudi o samem plačilu. Gospa Nada Kuhar, tudi sam spremljam Marina Kegla, poznam tudi njegove dosežke in lahko povem, da je eden izmed mnogih naših odličnih športnikov, ki jih naša mestna občina tudi premore. Zdaj, seveda, pismo podpore je najmanj, kar lahko župan stori in mu pošlje, to bom tudi storil. Glede samega financiranja naj povem, da ni prišla nobena prošnja glede finančnih sredstev. Je pa res, da v mestni občini dejansko obstajajo mehanizmi glede nagrajevanja in tudi gospoda se brez kakšnega koli problema lahko predlaga za občinsko priznanje. Seveda tudi v zmožnosti, ko bo proračun sestavljan, se lahko pogleda tudi za kakšno denarno nagrado, vendar pa pri tem moram povedati, da ne smemo biti izključujoči do že nekaterih, ki so prav tako na nekih svetovnih prvenstvih nastopali in dejansko nekako moramo prakso imeti, da bo za vse enako in pravično. Nekdanji župan Murske Sobote Aleksander Jevšek je včeraj zaprisegel kot minister novo vzpostavljenega ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Včeraj je slovenska vlada dobila 3 nova ministrstva, zaprisegli so novi ministri, z reorganizacijo pa v državnem zboru napovedujejo novo obdobje. Premier Golob je ob zaprisegi dejal, da vlada stopa na pot uspešnega soočenja z novimi izzivi, poleg tega pa dokazuje, da koalicija deluje enotno. Včeraj se je tako tudi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Kot minister za kohezijo in regionalni razvoj pa je prisegel nekdanji murskosoboški župan in dosedanji minister brez področja pristojnosti Aleksander Jevšek. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
Novo ministrstvo je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prevzelo pristojnosti na področju regionalnega razvoja. Tako vlada kot Jevšek sta poudarila, da tako kohezijska politika kot regionalni razvoj stopata za istimi cilji, zaradi česar je združitev povsem na mestu. Oba naj bi se namreč zavzemala za enakomeren regionalni razvoj ter predvsem za zmanjševanje socialnih in ekonomskih razlik med regijami, ki so trenutno precejšnje. Na Brdu pri Kranju je potekala prireditev Parašportnik leta 2022, na kateri vsako leto počastijo in nagradijo parašportnike, ekipe, trenerje in druge, ki so na kakršenkoli način povezani s parašportom. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, ki je lansko leto praznovala 60-letnico delovanja, je včeraj na Brdu pri Kranju pripravila pomembno prireditev, na kateri je podelila nagrade vsem najboljšim. Najboljši športniki med invalidi so tako postali gluhi teniški igralec Prekmurec Marino Kegl, gluha atletinja Teja Glojnarič, moška reprezentanca gluhih v košarki 3x3 ter ženska ekipa v odbojki sede. Tokratna slavnostna govornica je bila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Govorila je o pomenu enakopravnosti in spoštovanja, ki jo lahko izkazujemo v prav vsakem trenutku. Parašportnice in parašportniki osvajate medalje in svet. Če so moji podatki pravilni, ste v zgodovini samostojne Republike Slovenije domov skupno prinesli kar 23 olimpijskih medalj, od tega 4 zlate, 10 srebrnih in 9 bronastih. Toda veste, kaj je bolj pomembno? Najbolj pomembno je to, da ste srca nas, ki smo vaši podporniki ob uspehih in v težjih obdobjih osvojili že davno. Ste naši, imamo vas radi in s ponosom navijamo za vas in vas spodbujamo. Ste simbol življenjske moči, vsak edinstven svojo izkušnjo sveta in zgodbo, vsak s svojimi strahovi, uspehi in porazi, a vztrajni in zavzeti do cilja. Predsednica je zaključila s pomembno mislijo. Kot prvo, dostojanstvo za vse, in drugič, nič o invalidih brez invalidov. Jabolko je gotovo sadež, ki ga najpogosteje najdemo v domačih sadovnjakih in tudi gospodinjstvih. Jabolčni sok pa pijača priljubljena pri vseh generacijah. V sklopu projekta Zdravje v naših rokah je televizija Ideja v sodelovanju s kmetijo Gergek iz Kovačevec pripravila izobraževalni film o pridelavi jabolčnega soka. Poglejmo si ga. Jabolka so sadje, ki ga najpogosteje najdemo v domačih sadovnjakih in gospodinjstvu. Ob obilni letini se postavlja vprašanje, kako jih gospodarno predelati in shraniti za dlje časa. Odgovor je jabolčni sok, pijača, ki jo lahko ponudimo najširšemu krogu uporabnikov in se pravilno ustekleničena lahko shrani kar za 2 leti. Izdelava jabolčnega soka se začne z izbiro zdravega in dozorelega sadja. Pred mletjem jabolka prvič grobo operejo, nato odstranijo neustrezne, poškodovane plodove, nakar gredo še enkrat v pranje. Previdno jih je potrebno že ubirati, saj poškodovani deli hitro oksidirajo in posledično spremenijo okus soka. Oksidirani sok opazimo že na izgled, saj je temnejše barve in se peni. Prebrana in očiščena jabolka se zmeljejo in stisnejo v stiskalnici, iz katere priteče svež jabolčni sok. S posebnim pripomočkom izmerijo tudi stopnjo sladkorja v soku. Po stiskanju sadja v stiskalnici ostanejo usedline, tropine, torej lupine in pečke, ki niso primerne za sok. Sveže iztisnjeni sok napolnijo v visoke sode,
odkoder po ceveh steče ustroj za stekleničenje. Tukaj se sok pasterizira s kratkim postopkom segrevanja na 78 stopinj Celzija, na kar ga natočijo v sterilne steklenice. Preverijo, če vsi zamaški dobro tesnijo, nato steklenice postavijo v ležeči položaj, da se pasterizira tudi grlo steklenice in zamašek. Zatem je potrebno steklenice še opremiti z ustrezno etiketo in spraviti v primerno embalažo za lažji transport in prodajo. Jabolčni sok ima številne ugodne učinke na naše zdravje. Pomemben je predvsem kot izdaten vir kalija in polifenolov, aktivnih antioksidantov, ki preprečujejo pojav bolezni srca in ožilja. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in okrog 5 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 4, ravno toliko tudi v Radencih in Lendavi, medtem ko je bilo v Murski Soboti 5 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo precej oblačno, a po večini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 1, dnevne okrog 3 stopinje Celzija. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Več jasnine bo v zahodnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do -1, čez dan pa naj bi bilo okrog 3 stopinje Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.